vaša teta od strica slišala na blagajni pri Lidlu, da pa Joža fuša, zagotovo ni razlog, da razpišemo referendum. To je razlog, da se pivo na šanko pogovarjamo o tovrstnih zadevah. Ali je teh oseb, teh Jožekov, ki fušajo in neupravičeno dobijo tole bajno socialno pomoč 5, 50, 500, 5000, 50 000, ne vemo. Je to problem? Obstaja kakršnikoli segment, kakršnikoli sistem na tem svetu, ki deluje brezhibno, brez deviacij? Ne obstaja. Še fiziki imajo težave z tem. Socialno pomoč danes ne moraš dobiti na lepe oči. Že zdaj v zakonu piše: do denarne socialne pomoči ni upravičena oseba, ki odkloni vključitev v ukrep aktivne politike ali krši obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe o vključitvi v aktivno politiko zaposlovanja. Že imamo. Ki odkloni ustrezno ali primerno zaposlitev ali si ne prizadeva za njeno pridobitev. Že imamo. Ki ni aktivni iskalec ali iskalka zaposlitev. Torej, ljudi sprašujemo, ali želijo imeti nekaj, kar že imajo. Resnično je to zelo občutljiva, težka socialna tema in zato je meni žal, da je opozicija tudi odreagirala na tak način. Da govorimo o neki šank debati, o debati v Lidlu in tako dalje. V prejšnjem mandatu ste postavili veliko posvetovalnih referendumov. Vaš cilj je vedno bil, vsaj tako ste zapisali, da je dolžnost, da se volilke in volilce vpraša o tem. In tudi vi ste imeli splošna načelna vprašanja. Prav takšna, ampak na drugem področju, kot je danes zapisano v tem referendumskem vprašanju. In meni je žal, da moram poslušati danes kolege, ki govorijo o tem, kako to ni prav, kako si mi delamo politično reklamo, ampak v prejšnjem mandatu je pa bilo to vse lepo in prav in celo nujno, pomembno in potrebno, da se o tem vpraša volilke in volilce.